Drage gledalke in dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba iz serije Na robu stene. Na robu stene je serija pogovorov s plezalci, ki so s svojimi vzponi zaznamovali določen čas, prostor, način razumevanja plezanja in tako naprej. V ospredju niso zgolj tehnične podrobnosti ali ocene, predvsem pa, kot je značilno za naše pogovore, zgodbe, ki spremljajo vzpone. Torej, kako so nastali, kaj so pomenili za posameznika in skupnost, ter kako so vplivali na razvoj plezanja, bodisi alpinizma, bodisi športnega plezanja v Sloveniji. Vsaka epizoda se posveti enemu vzponu, enemu obdobju ali enemu načinu plezanja skozi pripoved tistega, ki je tam bil in to doživel. V današnjem primeru v bistvu se posvečamo vsemu temu, torej vzponu, obdobju in načinu plezanja. Pri seriji Na robu stene gre za pogovore, ker se plezanje sreča z zgodovino, spominom in osebnim pogledom na svet navpičnice. Danes se nahajam v Kranju, v središču naše Gorenjske, kjer živi naš današnji tokratni sogovornik, to je Srečo Rehberger, ki je eden ključnih akterjev začetkov prostega in športnega plezanja v Sloveniji. V obdobju, ko se je tudi pri nas začelo uveljavljati razumevanje, da je pomembno, torej kako preplezaš smer, ne le da jo preplezaš, je bil Srečo med tistimi, ki so to filozofijo začeli uresničevati v praksi. Leta 1986 je skupaj s Tadejem Slabetom kot prvi prosto preplezal smer Brit-Klina v Paklenici, torej 13 let po prvenstveni tehnično izvedeni smeri Borislava Aleraja in Marijana Čepelaka. O tem vzponu smo nedolgo nazaj se pogovarjali oziroma govorili z legendarnim hrvaškim alpinistom Akacem, torej Alerajem, ki nam je povedal, kako je ta prvi vzpon leta 1973 doživel, naredil, izvedel. Prisluhnimo danes torej nadgradnji nadaljevanju te zgodbe okoli Brida Klina, ampak govorili bomo še o marsičem drugem. Zdaj, če se vrnemo na Brid Klina, ta vzpon je postal simbol na nek način prehoda iz klasičnega alpinizma v novo obdobje športnega, prostega in potem športnega plezanja. Torej, naš današnji sogovornik Srečo Rehberger je bil akter tega vzpona 86. leta, ampak Srečo je pustil sledi še marsikje. Bil je med prvimi in najbolj vidnimi športnimi plezalci pri nas. Prvi je preplezal smeri težavnosti 8B in 8B+. Sodeloval je pri razvoju prvih plezališč in bil dejaven pri oblikovanju slovenske plezalne skupnosti tistega časa. Torej, v današnjem pogovoru se bomo dotaknili časa, velikih prelomnic 80. let, že omenjenega prvega prostega vzpona čez Brid Klina v Paklenici, pa zanimiv dogodek, prenos plezanja v živo iz smeri Goba, pa začetkov športnega plezanja, razvoja etike, treningov in pomena tega free climbinga kot v bistvu življenjskega sloga. Torej, gremo počasi na pogovor. Spoštovani Srečo, lepo pozdravljen. Hvala, ker si vzel čas, ker si se odzval mojemu povabilo k pogovoru. Prepričan sem, da bo pogovor zelo zanimiv in najboljše je v bistvu, da začnemo s prvim vprašanjem, kronološkim vprašanjem, ker če govorimo o Bridu Klina, prostem vzponu 86. leta, se seveda ni zgodil kar naenkrat, ampak so vedno neke korenine, predzgodba tega dogodka. In začetek neke plezalne zgodbe je vsekakor to, ko si začel s plezanjem. Torej, kako si prišel v ta svet vertikale? Te je potegnila družina, prijatelji, lokalni alpinistični klub Kranj je bil zelo močan, je še vedno zelo močan, predvsem pa v 70-ih, konec 70-ih let
verjetno zelo, zelo, zelo vabljiv z takimi eminentnimi stebri, ne? Za Plotnikom, Štremfljom, za njimi je že Gašerbrum, pa Everest in tako naprej. Torej, kako si prišel v svet vertikale? Ja, pri meni si začel nekje v gimnazijskih letih s smučanjem. Smučanje z vrhov v Kamniških in Julijcih. Tukaj je nek poseben razlog dodaten, ni potrebno, da to začneš, če gledaš nekje v tej pomladi tiste bele vrhove. In potem postopno preko tega v alpinizem in pa na koncu v športno plezanje. Zdaj, da je bil kakšen konkreten razlog v smislu obstoječe generacije v Kranju, takrat to ni bilo, sem bil individualno začel. Individualno, nisi se vklopil v kakšen klub, naprimer alpinistični? To je bilo kasneje, precej z zamikom, ampak ni bilo pa to tisto ključno, da bi zaradi tega vstopil vse skupaj. Katera so ta leta, ko si začenjal? Ja, to smučarijo nekje v gimnaziji, potem z alpinizmom pa nekje šele po 20. letu. To so leta konec 70. To je konec 70., začetek 80. Kakšna pa je bila tvoja predstava takrat, torej, o alpinizmu? Omenil sem že, verjetno je bila slovenska, takrat tudi jugoslovanska javnost precej pod vtisom teh uspehov jugoslovanskih, himalajskih odprav. Poudarjam pa alpinizem, omenjamo ta alpinizem, kar je zanimivo tudi za naše poslušalce, ker te danes v plezalni skupnosti slovenski poznamo predvsem kot, rečemo, stebra športnega plezanja. Seveda pa je na nek način šla tudi tvoja šola, se drugače ni šlo v tistem času, o tem bomo govorili, preko alpinizma. Ja, sej, tako kot sem rekel, zdaj, ta začetni pristop, če sprašuješ, je bil zelo romantičen, tako kot verjeten pri večini alpinistov. Potem nadaljevanje v smislu športnega plezanja je bilo pa čist izrazito športen pristop. Imaš tisti cilj, ki mu slediš, poskušaš ga doseči. In potem dvigovati neko lestvico navzgor. Ja, všeč mi je ta podatek ali pa to zdaj, kar bova dala skozi. Torej, sem že poudaril, kako te poznamo kot športnega plezalca, tistega, ki je na nek način premikal meje, kar sem že omenil, ampak bil si zelo, zelo dejaven v, lahko rečemo, vseh zvrsteh alpinizma na začetku. Torej, težke skalne smeri poleti, pa po zimi, zimski vzponi, smučanje, solo vzponi, celo odprave, na kar še bomo prišli. Torej, kako si se loteval tega? Ja, vsekakor z velikim navdušenjem. Zdaj, tukaj, če omenjam solo plezanje kot en vzorčen primer, na samem začetku, če zdaj gledam nazaj, kot neki alpinistični tečajnik, pripravnik, komaj iti v te velike klasike, kot so, v Dolgem hrbtu, Trikot, Šimenčkarje ali pa ta največji slovenski privis direktno v Štruci, iti sam na samem začetku, brez vrvi v te stene, recimo, da temu rečemo navdušenje. Saj pristop je bil samozavesten, tudi ni bilo nobenih problemov, ampak na neki točki potem je smiselno razmisliti o tem. Potem pa so sledili, klasične alpinistične stvari, se pravi vsi ti naši zaledeneli slapovi, zimski alpinizem, visoke stene, proste ponovitve, potem pa vse nižje stene in pa težje, temu primerno. Omenil si solo vzponov, seveda tam soplezalca nisi imel, ampak kdo pa so bili naprimer tvoji soplezalci na začetku v tem obdobju? Na začetku, ja, se moram kar malo spomniti, zdaj soplezalci, to so bili prijatelji tle okrog, ni zdaj na samem začetku, da bi nekdo bil, ki je potem tudi dolg čas ostal v tem noter. Mogoče, Jože Pavšnar je bil gimnazijski, se pravi vrstnik, pa potem v sami športni plezariji Nuša Romih, s katero sva veliko plezala. Tako, pa od teh znanih imen pa jasno, Iztok Tomazin, Andrej Štremfelj, pri teh visokih stenah.
Ja, štremflja se zasledi pri tvoji odpravi, pri eni od tvojih odprav. Ja. Naprimer, torej tudi odprave alpinistične so bile del tvojega plezalnega CV-ja, če bi lahko rekli. Ja, ni bilo nekako veliko, no, ampak tudi recimo zdaj tukaj bili smo skupaj, s Štremfljem in Tomazinom, v pik komunizma, najvišji vrh nekdanje Sovjetske zveze, Ismail Somoni zdaj. Severni steber, ena taka prva ponovitev, ko smo jo naredili, atraktivna smer, lepa linija, lepa gora. Če zdaj povzamemo to obdobje tvojega alpinističnega udejstvovanja, aktivnega alpinističnega udejstvovanja, lahko mogoče iz spomina potegneš kakšen vzpon, smer, dogodek, ki ti je ostal najbolj v spominu, ne vem, kakšna zgodba, lepa ali pač slaba, tudi te so iz tega prvega obdobja. Ja, zdaj spet, tako bom rekel, vsi ti zaledeneli slapovi slovenski, potem mogoče smučanje iz Skute na sever, pa iz Škočne na jug, ali pa mogoče prva zimska ponovitev direktne smeri v Stenarju. To je ta lepa trikotna stena, če oddaleč gledaš dolino Vrat, levo, se pravi severno od Triglava. Tukaj so z Iztokom Tomazinom plezala, če me že sprašuješ po neki zgodbici, za novo leto, da ne spomnim se več točno katerega leta. Vem, da na neki polički sva bivakirala enih par metrov narazen, ker ni bilo prostora. Vem, da sem dal čevlje dol, in me celo noč skrbel, kaj če mi padejo dol. Tako recimo, nič takega, ampak vendarle. Kasneje te pot odpelje v prosto plezanje. Torej, postaneš eden ključnih akterjev obdobja, ko ta duh free climbinga preplavi tudi naše stene. Kako se to zgodi pri tebi? Torej, kdaj začutiš, da je to, naprimer, ne? Ja, zdaj, ne da bi zmanjševal pomen mogoče prvih plezalcev neke smeri, ampak dejstvo je, smer je preplezana, ko je prosto preplezana. Tako da zdaj ta trend se je zelo pojavil v Alpah in Dolomitih nekje v 80-ih letih. Pač enostavno se je to moralo zgoditi, če so smeri tam, če niso preplezane prosto, se morajo preplezati. In recimo, da pa se je to končalo, ali pa se še ni, bilo pa je dosti popularno v letih tam po 2000, to se pravi v Yosemitih, kjer so bile znane te, veliko se je govorilo zdaj o teh prostih ponovitvah, teh smeri v El Capitanu. Tako da jasno, da potem je to izziv, ki se mu sledi, in to je to. Prvi, ki prinese to in začne udejanjati zgodbo, je Iztok, ko Iztok Tomazin, ko z Borutom Bergantom prideta iz tega potovanja, mislim, da 78. leta v Ameriki, in potem že naslednje leto predvsem Iztok postane tisti vodilni pri tej ideji. Kmalu mu sledite tudi drugi, naprimer kot med alpinisti potegne to špuro vsekakor Franček, knez, ki dvigne, ampak Franček ostane v alpinizmu. Vi pa potem počasi to idejo prostega plezanja prenašate tudi v steno. Torej, pred tem obiskom Tomazina in Berganta ni bilo sploh dobenega razmišljanja v to smer? Ne, seveda ne, saj jaz takrat tudi nisem bil še del tega sveta. Je pa dejstvo, da v Ameriki, v ZDA je bila ta plezarija jasno precej spredaj, ker mogoče danes zveni čudno, ampak dolg časa so se plezale samo visoke smeri, samo visoke stene, noben ni plezal kratkih smeri. Če bi gledal zdaj to obdobje, da ti plezaš 20-metrsko smer, to je neobičajno, oziroma se enostavno ne pleza, ker ni izziv. Šele potem, ko se je to nekako razumelo na način, da ni vse višina, da ni vse vrh, se je razmahnilo tudi v tej smeri. Ja, čisto osebno, kako doživiš to logiko, novo logiko, da ni več važno, da si preplezal smer, ampak na kak način, torej, da si jo prosto preplezal? Ja, sej ni velika zgodba to. Čeprav bila pa je znana ta izjava nekega ameriškega bolderaša, balvanskega plezalca, ko
tega plezanja v Sloveniji, pa tudi v Evropi sploh še ni bilo. John Gill, ki je izjavil precej kontroverzno takrat, pač je rekel, da na ta balvan v Yosemitih je težje priti kot na Mount Everest. Recimo. To je bila neka izjava, ki je dala misliti, tudi kaj se bo začelo dogajati. Ja, zelo razvpita je ta zgodba. Mislim, je vezana celo na ta Midnight Lightning. Tako smer, je, Tako, ja. No, in očitno ta logika, o kateri govorimo, je bila kot športni izziv zelo všeč in v bistvu kmalu postaneš s prostimi ponovitvami težkih smeri še v Alpah. Torej, ne Alpah, ne zgolj v Alpah, tudi v Dolomitih, ampak torej alpskih ali pa rečemo velikih stenah. Srednjo 80-ih let postaneš znano ime našega plezanja. Torej, vemo, zasledimo prvo slovensko prosto ponovitev Kasin Rati v zahodni Cini, pa spominska Hermana Bula, pa Ras Sfinge, seveda v Triglavu, pa Steber Šit. Kako si takrat izbiral te cilje? Je bilo tudi kako tekmovanje med vami, zdaj temi novimi ideologi ali pa te? Ja, sigurno, da neke vrste tekmovanja je, kdo bo prej preplezal neko smer, ali gre za novo, ali gre za prvo prosto ponovitev. Steber Šit pa Ras Sfinge sta tukaj bila, nista bila še splezana na ta način. Obe dve sta znane klasične smeri, lepi, markantni in logično, da prej ali slej pridete na vrsto. Zdaj pa samo plezanje za takšne izzive ni več bilo dovolj, sklepam. Kako ste trenirali, kako ste se pripravljali na vzpone? Zdaj, če govorim z akterji, 60-ih let, Ščetininom, Tonačem, Mikcom in podobno, oni so rekli, ja, v bistvu plezali smo, zato da dvigaš, si pač mora plezati. Šli smo mogoče malo v Turnic v Ljubljani, pa mogoče smo kdaj na šancah malo poplezali, ampak predvsem je bil trening sam plezanje v stenah. Kako pa pri vas? Tako na začetku isto, Pač plezaš, mogoče skrbi za neko kondicijo še usporedno, potem z prehodom v športno plezanje pa jasno, da sledi tudi trening. Ampak zdaj tukaj v mojem primeru bi rekel, da je to bilo kar nekaj, to popolnoma zgrešeno z današnjega zornega kota, če gledam nazaj, pač ni bilo znanja, ni bilo izkušenj, nekaj treniraš toliko, da si utrujen. Mislim pa, da je to popolnoma neprimerljivo zdaj z današnjimi treningi, predvsem s temi boulder stenami, in tudi čisto drugačnim pristopom. Tako da ta trening je bil, mislim, da zelo neučinkovit. Vsekakor. Vsi vidiki današnjih možnosti, od znanja nutricistike, treniranja, samega treninga, možnosti treninga, ste vi bili precej goli in bosi, kako bi se temu reklo. Torej, posebnih pristopov za te težke priprave, na te proste vzpone ni bilo. Torej, pač plezali ste? Plezaš pa dobro, mogoče si potem začel že ta trening, da na neki dili visiš, obtežiš se z utežmi, delaš neke zgibe, visiš na prstih in to je to. Ko sem se zamislil, v bistvu že kmalu po pogovoru z Akacem, ko smo govorili o Bridu Klina, sem si zamislil ta pogovor kot nadgradnjo, ker govorimo o smeri, ki je še danes zelo poznana med plezalci, torej že same linije, pa tudi zgodb, ki so bile povezane. Prvi vzpon, torej Akaca in Čepelaka je trajal 8 dni. Za 300 metrov stene. Kako, in Akac pravi, da po 8 dneh v bistvu ni več, se je pač telo navadilo na to vertikalo, da je težko hodil, ker je pač bil zbegan. In vsa ta, je rekel tudi, če bi poskušali, saj smo takrat že poskušali plezati čim več prosto, ampak tam preprosto tudi ni šlo, že zaradi opreme, železja, ki so ga nosili s sabo. Pogovor si lahko pogledate na kanalu, je zelo zanimiv. In takrat sem si v bistvu zamislil, da pa v bistvu prisluhnemo torej nadgradnji, kot sem že rekel, torej tehnična smer, ena najtežjih, vsekakor v Paklenici, ampak rečemo na Hrvaškem in celem jugoslovanskem področju tistega časa, Brid Klina postane torej v 80-ih letih športno prostoplezalni cilj. Kdaj ste si, sklepam, da je bilo verjetno tudi malo tekmovanja ali pa malo, da je več ljudi razmišljalo o tej liniji. Kako je potekalo tole? Kdaj pride ideja prosto preplezati Brid Klina? Kaj se je dogajalo prej? Živite, spite
in pač vse, kar je bilo zraven Ševaniča, Luki, ne, torej drugi časi za današnji čas, mogoče če malo osvetliš to pakleniško zgodbo tistega časa. Paklenica je še vedno, ne, med vsemi generacijami, ki prihajajo, zelo priljubljena tema in seveda destinacija. Pa da pogledamo malo na ta čas 80-ih let. Ja, v tistem času je bila Paklenica dejansko slovenska, a ne. Večino se je dogajalo tam, a ne. Ampak zdaj, če govorimo o bridu klina, a ne, moramo recimo, da tudi o tej gobi v Ospo, a ne. Gre za dva velika problema tistega časa, a ne. Zdaj bo zvenelo smešno, kar bom rekel, ampak bilo je res. Takrat se je spraševalo, a se to sploh da preplezati, a ne. Zdaj ponavljam, da se lahko samo smejimo taki dilemi, ampak takrat je pa tako bilo, a ne. Zdaj, ko se zapleteš v neke te previse s tehničnim plezanjem, z lojtricami, a ne. Znane so zgodbe iz Gobe, iz Ospa, ko je marsikdo popolnoma omagal, se zapletel v tistih previsih. Tako da sigurno obe dve smeri sta nek mejnik, vsaka ima pa svojo zgodbo, a ne. Zdaj omenjaš Anič Luko, ja, takrat se je še spalo, to je ta livada pod samim Aničkukom, a ne. Zdaj se, jasno, ob tej množici ljudi, turistov, plezalcev v Paklenici tam to ne more več zgoditi, a ne, se vse prej zapre, a ne, je bilo pač res romantično, a ne, in tudi ta spodoba Aničkuka, a ne, v popoldanskem soncu, če greš po tisti potki, tisti, ki hodijo tam, vidijo, a ne, res eno lepo formacijo in markantni raz previsen po sredini stene, a ne, to je brid klina, a ne. Zdaj, za razliko od tega, Goba je pa pač, ko sva s Tadejem Slabetom prosto ponovitev delala, a ne, če smo rekli, da sva tam spala na neki zeleni livadi, v Gobi sva spala točno pod vstopom v smer, v tistem prahu pod samo steno, a ne, recimo tam nekje okrog Božiča je to bilo, a ne. Zdaj, jasno, rast klina je bil izrazito tehničen, mislim, da prvi plezalci so plezali iz klina v klin, a ne, praktično se mi zdi, da zelo malo po sami skali, a ne, tudi klinov je bilo ogromno noter, ampak vsi neki zarjaveti, lesene zagozde in tako naprej, a ne. Tako da jaz sem se spomnim v prvem težkem raztežaju tam zavrtal en svedrovc na roke, mogoče ga ne bilo treba, no, za tisto osnovno varovanje. Potem pa, ne vem, 3-4 dni sva bila tam, tako da sva šla 2-3 čez steno, a ne, preden sva to splezala, enako tudi v Gobi. Spomnim pa se, ja, občutke iz raza klina, a ne, teh vrvi, ki visijo daleč od stene, a ne, prosto navzdol, veter jih šiba okrog, ne, ali pa to strmoglavljanje teh jat ptic, a ne, ko tik ob tebi na polno pikira, a ne, ko te kar malo z ravnotežja vrže ta piš, a ne. Tako da res veličastno, no, so bili ti vtisi tam. So bili padci tudi, verjetno. Kak je bil pa občutek padca v takem previsu? Jah, ni, sej padec je, a ne, zdaj tukaj siguren glede zaradi slabega varovanja, padcev niti ni bilo, a ne, si toliko previden, a ne, na nek način, da ne greš tako kot potem kasneje, ko ne vem, v nekih dobro varovanih smereh, ko lahko padeš, a ne. Tako da Goba je bila varovana, a ne, so bili svedrovci že noter, dočim v tem bridu klina pa ne, in tukaj je previdnost pač morala biti, ne. Tako da je bil po tej plati bolj resen vzpon, ne. Zanimivo mi je, ko sem bral zapise tega vzpona, pa tudi komentarje drugih, presenečenje je bilo, ker je brid klina bil na koncu kot prosto na fraj ocenjen zgolj, ne, v narekovajih, takrat o tem še bomo ocenjevali z lestvico, 9 je bila to, ne, danes je to 7C, ne. Ja, 9 je 7C, a ne. Mislim, je bilo pričakovanje, da je to težje ali kako, v glavnem? Ne vem, saj mislim, da je bila prvotna ocena še celo nekaj nižja. Ja, zgledajo verjetno, da bo težje, no, pa potem ni bilo vse, a ne, nek... Goba je tudi 7C. Tako, približno ista težavnost, isto previsna zadeva, zelo podobne zgodbi sta to, a ne. Kakšen pa je bil odziv, torej, ne, glede na ocene, je bilo to veliko dejanje, ne, in potem presenečenje, ker pa so mogoče misli glede na impozantnost linije in stene, da bo
težje preplezljivo. Ne? Sploh se kaj ne spomnim dosti glede tega, no, takrat, kaj je cena imela nek pomen, ni imela. Mislim, da je bilo že, da je prevagalo to, da je to preplezano zdaj, a nekaj, kar je izgledalo nemogoče, pa da je preplezano. Zdaj v sami oceni se pa niti ne vem, a se je kaj dosti polemiziralo, govorilo. Verjetno so poskušali tudi drugi v liniji. Vse zdi se mi, da sem zasledil. Tudi to ne vem točno. No. Takrat sem se bolj s sabo ukvarjal, če tako rečem. In ne vem, no, zdaj, da bi bilo kaj poskusov resnih v eni in drugi smeri, mislim, da ne. V Brit-Klinu ne vem, lahko pa da je zgodba čisto z neke druge, da imamo v glavi, da je Kokal poskušal, ampak da so potem obšli ta ključen Lidija, da je jokala. To je bil pa Klin, ne Brit-Klina, se pravi Klin, a ne zraven je pa bila je pa bila pač tudi sosednja smer, ki pa je bila varianta z obvozom ali pa direktno čez nekaj. Ampak tisto je bilo seveda druga stvar, tudi nižje. Poraja se mi tule vprašanje, torej govorimo o tem, da sta že sredi 80-ih let splezala linijo, ki je ocenjena 7C, alpinistično, ne, torej tehnično prej, da si bil v razu svinge 95. Kajzel Kresal splezata obraz, ne, torej rečemo, vsaj takrat je bila očitno ta zadnja ena taka, niste nikoli prišli na idejo, da bi obraz svinge, naprimer, tudi probali? Ne vem, se šel enkrat gledati, ampak enostavno nekaj zelo krušljiv je bilo, no, in nisem se potem poglabljal, oziroma to je bilo obdobje, ko bi moral priti na vrsto, sam jaz sem že šel potem v to športno plezarijo in potem nisem več. Čim raz svinge bil pa leta 84, po moje. Torej 10 let skoraj, še več kot potem. Vprašujem zato, ker govorimo o 7C in o 7C+, kot je danes ocena obraza, čeprav sta dala prva plezalca 8A, in ta zgodba potem, ko prideta potem še dva Mariborčana in zbijeta na 7C+, je zelo zanimiva v tistem časopisju, ampak takšna tekmovanja in trenja so bila vedno prisotna. Omenil si že zgodbo z gobo, pa zraven samega plezanja in primerljivosti z bridom Klina mi je tu v bistvu ena druga zadeva bolj fascinantna pri gobi. In sicer govorimo o letu 86 in govorimo o neposrednem prenosu RTV, torej televizije Slovenija, ko vidva z Tadejem Slabetom plezata, v bistvu šlo je za to, da pred kamerami na prosto preplezata to impozantno, previsno linijo, 4 kamere, ali kako sem zasledil, neposredni prenos. Komentator, ki je bil seveda iz alpinističnega, Miha Lamprecht je eminenten radijski voditelj, tudi kasneje šef radija, dopisnik in tako naprej, ampak predvsem je poznal to zgodbo tistega časa, mislim, da ste tu nekje tudi generacijsko, kot tak je znal pričarati to vzdušje. Kako ste sploh dosegli ena taka, jaz se ne spomnim, da bi lahko primerjal nekaj takega z današnjim časom, mogoče zdaj z Janjo Garnbret, ko pač športno plezanje postaja resnično tisto, pa še danes tudi televizijski novinarji nimajo čisto realne predstave, kako plezanje je, pač, ko bereš tiste zapise, včasih rečeš ojoj, ne, ampak govorimo o 30 letih, pred 30 leti v živo prenos, kako je do tega prišlo, no, to me res zanima. To zdaj niti ne vem, mislim, da je Tadej Slabeto v Ljubljani nekako speljal, oziroma sigurno s pomočjo Mihe Lamprechta tudi, hočem reči, že za serij bil Beno Hvala, tako da sigurno je bil pa to velik dogodek. Po eni strani edini praktično, ne glavni, edini program TV Slovenija 1, ki si takrat gledal v nedeljo, čez dan, prenos v živo, trajal je ne vem koliko ur, ta prenos je bil, mislim, da 25. maja 86, smer sva pa prvič preplezala za Božič 85, tako se pa to pomeni, da sva takrat ponovila posebej za TV prenosa. Miha Lamprecht je sigurno tukaj doprinesel s tem, da je bil novinar po eni strani, po drugi strani poznal tudi plezanje, alpinizem. Tako da, pa potem je bil seveda še snemalec Matjaž Fištravc, in tako
Tako da siguran je bil to dogodek, ki ga do takrat še ni bilo, ker plezanje je na nek način bila odmaknjena zadeva. Ni se dogajala pred kamerami, pač ne mogoče že samo po sebi, tudi relativno nov šport. Tako da to je bilo res nekaj posebenega takrat. Se pa je potem tudi nadaljevalo, ta vstop medijev v ta šport. Z Matjažem Fištravcem smo potem posneli še film v Avstraliji, pa v Združenih državah Amerike. Tudi potem TV Slovenija je podprla pa je tudi tiste prve šole plezanja moje v Bohinju, ko smo na steni hotela imeli plezalno steno. Pa tudi časopisi pa itak. Mogoče ena zanimiva zgodba je tudi to. Telex, bila je takrat osrednja največja slovenska revija. Je to mojo reportažo o plezanju v ZDA objavljala kar izčrpno in celo na naslovnici ena lepa slika iz Eldorado Canyona v Koloradu, pač plezalna smer in velik napis Zaplezana Jugoslavija. Marjan Raztresen je to, mislim, naredil, tako da je imela rahlo politično konotacijo in dejansko 2 leti po tej objavi potem Jugoslavije tudi ni bilo več. Zadeva notranje politična, kar se dogaja v Jugoslaviji. Ampak, če se vrnemo nazaj, Gobi, jaz sem nekje zasledil ali v enem tvojem intervjuju, da si omenil, da v bistvu Goba, torej pred televizijo, da to plezalno, kar se tiče za vaju, sploh ni bil izziv, ker sta bila takrat že precej nad tem 7C-jem. Ja, siguren, sam je daljša smer bila. Zdaj, pa niti ne še toliko več takrat. Mogoče v naslednjih 2 letih je potem pri obeh, se mi zdi, zelo hitro šlo lestvica navzgor, kar se tiče težavnosti do 8B, B+. Takrat pa v letu 85 pa mislim, da še ni bilo. No, v bistvu je bilo, ker isto leto sva potem že oba dva skupaj tudi v Avstraliji 8A plezala, tako da siguren je ta razlika bila. Že. Je pa za ta tudi vajn dvig, razvoj, dvig kvalitete, sposobnosti, verjetno zaslužno pojavljanje plezališč pri nas. Plezališča, ker ste lahko trenirali prav specifično. Torej, kmalu v 80-ih letih začnejo nastajati Črnikal, Dovžanova, Soteska, Osp in pri mnogih si v bistvu zraven ti že od vsega začetka, tudi kot opremljevalec. Ste sprva, ko ste prišli, torej, naprimer, ta stena bi bila pa lepa za eno športno plezališče, vrtec plezalni, ali kak še danes temu rečemo iz tistega. Ste verjetno na začetku tudi par smeri ste plezali z klasičnim verovanjem, ali kako? Kdaj pridejo potem ti svedri, na kak način opremljate? Ne, to je bilo čisto ločeno v teh nizkih stenah, ki so ključne za razvoj tega športa. Ne samo kot trening, tukaj je osrednje središče dogajanja, brez teh sten športa ne bi bilo, športnega plezanja. Tako da siguran, tukaj se je samo vrtalo. Se pravi, svedrovci v tej ekspanzijski klini v skalo, tukaj se praviloma ne pleza od spodaj navzgor. Uporabljajo se pač te bor mašine, vrtalniki, čeprav na samem začetku sem jaz kar nekaj smeri navrtal na roke. To se pravi, na ta jamarski način, ko po nekem svedru vrtiš svedrž in tolčeš po njemu. Ampak v glavnem, ta plezališča so ključna bila za potem razvoj športa. Brez plezališč enostavno ni igrišča, ker bi se karkoli dogajalo. Kako ste jih pa odkrivali? Ja, pač opazi se neka stena. Z moje strani je bilo to sigurno na začetku, tam leta 84, nekje Dovžanova Soteska, pa potem Bohinjska Bela, takoj za vasjo, tista izrazita stena. Še nekaj jih je bilo, je pa mogoče najbolj impozantna, je pa jasno Miša Peč, ker je danes tudi pač najboljše slovensko plezališče še vedno. To je bilo pa, se spomnim, ko sva se z Metodom Škarjem leta, mislim, tam 85 vračala iz Splita, ker Radio Split je nekaj povabil in v bistvu predstavil plezanje na Marjanu, plezališče na Marjanu, tako simpatično plezališče, bolj turistično. No, in ko so se vračali nazaj, vem, da je bilo en mrzel zimski dan, zaledenela Jadranska magistrala in potem sva rekla, greva še pogledat Osp.
in greva pod mišjo peč. Spomnim se tega pogleda, neke ledene sveče so visele čez te kapnike in vse prosto, nič še ni bilo. Tako da potem sem kasneje, čez kakšen mesec, sem pa na vrtu naredil prvo smer preobrazba čez to steno. Preobrazba je prva smer v Miški. Prva smer v Miški, bile sta dve tehnične smeri, ki mislim, da sta jih samo prva plezalca, Bojan Leskošek pa Bor Štramcar naredila, ampak se niso ponavljale, ker jasno, ni logike, da bi v taki steni se plezalo nekaj tehnično. Tako da dejansko preobrazba je prva plezalna smer, športna smer v Miški, tudi mogoče malo simbolično ime z moje strani, preobrazba iz nečesa, oziroma po tej Kafkovi noveli, ampak kljub vsemu preobrazba v smislu iz alpinizma v to. Ja, jaz se prav spomnim torej jaz sem začenjal sredi 90-ih let, pa ko smo na Ferajnu ali pa na splošno govorili, še v tistem času je preobrazba veljala za eno tako prelomno ali pa pomembno stvar. Vem, da se je govorilo, da na našem Ferajnu Samčo Gostič, on je eden prvih, ki jo je preplezal, oziroma da je eden, ki je najmanj časa rabil. Torej, pomembno, kar se preobrazbe tiče. Nisem pa vedel, da je bila prva. Ja, prva. No, in ta plezališča, razvoj, iskanje novih linij prinese potem razcvet tega športnega plezanja, seveda tudi rast ocen, pa zanimivo uveljavitev francoske lestvice pri nas. Kako ste to doživljali, torej iz te UEA? Ne vem, to je bila ta nemška lestvica UEA, ki gre od 1 do prvotno od 1 do 6. 6 je pomenilo skrajno težko, na neki točki se je pa potem odprla tudi navzgor in šla potem do 10. To je bila prvotna lestvica, tudi v hribih je bila, še dalj časa potem zakoreninjena, ampak z razvojem plezarije, predvsem v Franciji, ki je bila takrat na nek način vodilna dežela, in po plezališčih, pa tudi po plezalcih, se je tudi ta francoska lestvica začela širiti. Meni se je na začetku zdela dosti brez veze, ampak potem se navadiš in se ne ukvarjaš s tem, ni zdaj neka bistvena zadeva to. V tem obdobju, torej rečemo druge polovice 80-ih let, veljaš za rečemo tiste top najboljše športne plezalce pri nas. Si v bistvu tisti, ki je dosegel ali pa preplezal prvo slovensko jugoslovansko 8B. To je Sortiljež v Simaj v južni Franciji. Ja. Kar je zanimivo, da ste tudi ven šli plezati, torej potrjene, uveljavljene. Ja, seveda, saj to je nujno, saj drugače ne moreš zdaj se vrteti v tem svojem krogu, ne veš pa če si, še posebej, če zunaj že tega toliko več. Ja. Ko smo komunicirali, je zanimivo, ko beremo opise tebe v teh raznih, ne vem, Kokaljevem zgodovini športnega plezanja in drugo, povsod si izpostavljen kot odličen plataš. Torej, ampak že preobrazba ni v Mišji peči, je precej antagonistična tema, ali pa Miška sama po sebi, ampak mogoče ta percepcija ostaja prav zaradi tega, ker boj za užitek, ta 8B plus v Beli, Bohinjski, še danes redko, ko sem bil, rečemo desetletje nazaj, se trudil za Friko, slovenski plezalni portal. Vem, da smo čakali prvo ponovitev in včeraj sem gledal te podatke, kdo je, vem, da so takrat poskušali Bečan in tako naprej, kdo je naredil potem prvo ponovitev, nisem našel. Bečan je takrat. Je, tako. In potem verjetno koliko, 3 ponovitve vsega skupaj. Ne vem, za ostalo ne vem nobeno. Ja, torej hočemo reči, ne vem, če je do danes, katerega leta je bila ta? 90. 90 do danes, torej v tem obdobju 35 let, ne vem, če imamo vzponov v liniji. Dobro, bomo prišli potem o tem, a se je športno plezanje in tako spremenilo, ampak hočem reči, če se vrnem nazaj, ta percepcija tebe kot odličnega platača. To ne vem, vsak misli velikokrat to, kdo omeni, ne vem odkot to, meni osebno so veliko bolj všeč bili tudi neki privisi, neke puči oziroma kapniki, ko plezaš, to prenašanje teže, nagibanje. Tako da tudi, kot si rekel, že v Mišji peči so privisi in vse te, ki smo jih prej rekla. Sigurno pa plate so mogoče zato, ker v tistem obdobju jih je bilo tukaj na Gorenjskem
so plezališča bolj taka ali pa tudi mogoče vpliv Arka. Takrat je Arko bil tukaj pri Garskem jezeru, to znano plezališče je bil izrazito znan po teh težkih ploščah, podcenjenih. Ne vem, potem plezaš to, enostavno. Se spomnimo Arku, dejansko je na smer Futura, odsekana plošča, sami podprijemi, gladka, recimo res, zanimivo, da je celo potem La Sportiva, ta proizvajalec plezalk, je model imenoval po tej smeri. Futura je bila pač plezalka, namenjena plezanju po ploščah. Ena druga je pa Kendo smer v Dolomitih, so bile pa plezalke, ki so bolj za previse mehkejši tip plezalke. Tako da, če samo to omenim. Zdaj, nekaj zanimivega je pa tukaj, v Bohinjski Beli ob tem boj za užitek, obstoji še ena smer, Lojtrica domačih, za katero sem izrazita plošča, kratka, se pravi, za katero sem jaz res mislil, da bo hit. Pa ni, praktično, pa vse pogoje izpolnjuje. Je kratka, dobesedno se zaletiš po potki, ko greš do nje, popisana z grafiti, tudi atraktivna. Ampak enostavno, ne vem, tudi na njej se kaj dosti ponovitev ne zgodi, ne vem, kdo je, tudi ne vem, ali je Bečan ta prvo ponovitev naredil v njej. Tako da, ja, plošče zato, ker verjetno je logično, da se prvo splezajo plošče, potem pa privisi. Nekako. Mislim, to je ta asociacija, verjetno tudi s temi tvojimi najbolj znanimi smermi, kar je pač seveda boj za užitek, ki je pač dolgo časa bila vedno poudarjena kot tista, čakamo, kdo bo zdaj to zmogel. Tako da neke vrste podobna asociacija je na Manolota, ki je tudi pletaš bil, rečemo, slovenski... Ja, to je bil pač legendarni italijanski plezalec, absolutna špica. Ki ga pa tudi zelo radi povežemo z bolj ploščastimi smeri. V teh Dolomitih, kar sem prej omenil, in še z nečim drugim ga lahko povežemo s tem, da so zelo podcenjene njegove ocene. Ja, imamo jih bili, Malvazija v Dvigradu ima, ne vem, za njim še 2 ponovitve, ne vem, če ima 3, Maratoneta, torej vse podobno značilne, tako da neke vrste slovenski Manolo. No, to ne bi. Ja, no, kakorkoli. Zdaj pa, če se vrnemo ali pa pogledamo celo to tvoje plezalno obdobje, bi lahko izpostavil enega, še kakšnega zraven plezalca, domačega, tujega, alpinista, športnega plezalca, torej, ki so na nek način v tvojem plezalnem obdobju vplivali na tebe z idejo, načinom plezanja, tehniko in tako naprej, da si rekel, imamo radi, imamo neke vzornike in tako naprej. Ja, v imenih ne vem, sigurno pa je to ta generacija Francozov, ki je bila takrat najboljša, še posebej zanimiv. Tukaj ta moment je bil mogoče zanimiv. Takrat se je lezel, se pravi, počasneje, kot danes. Bolj je bilo poudarjeno to izrazito gibanje, mogoče je bilo celo več vredno, če ti določen gib narediš počasi, namesto da dinamično. Danes je pa izrazito dinamično plezanje, so ti skoki, tudi na tekmovanjih se vidijo še posebej, vse gre v to smer. Takrat pa nekako plezaj počasi, da pokažeš, da obvlada situacijo, naredi gib počas, kar pomeni, da si bolj suveren, kot če bi se vrgel na naslednji upring in tako naprej. In ta generacija Francozov je takrat res plezala, bi rekel, estetsko. In jasno, da ti so nekako bili spredaj, zdaj v Sloveniji je bilo v tistem času, kaj pa vem, če se je tukaj plezalo 8B, B+, je bilo globalno 8C takrat. Takrat še ni bilo, se pravi, ena stopna, mogoče težavnost, naj bilo tukaj tega zaostanka. Tako da, to je to jasno, ob teh Francozih pa potem še, ne vem, po en Nemc, 2 ali pa 2 Angleža, recimo, pa Manolo, še, če omenim to. Rad vprašam tako kronološko potem svoje sogovornike, katera, torej, da malo pogledamo čisto tako, katera smer, kateri vzpon bi lahko rekel, da je tvoj največji dosežek? Ja, zdaj pri tem športnem plezanju sigurno ta boj za užitek, predtem Goba, Razklina, pa mogoče na tisto, ki smo tudi omenila v visokih stenah, Razfinge,
pa stebršit. Tako nekako, kateri bi zdaj pa izrazito izstopal, pa bi težko rekel. No. Imam mogoče kateri posebno mesto zaradi tega, ker ne vem, je bilo med plezanjem kaj zelo težkega, psihično napornega in podobno, da ga lahko izpostaviš, da se reče, ne vem, tu pa sem najbolj trpel, tu pa je, ne vem, tako pač težek, ne v smislu ocen samih, ampak spon kot spon, pač, ne vem, te pride nevihta, zasneži, kakšne. Ja, to je bilo, no, sigurno spomnim se nekih neviht strašnih, kot strela, ko vidiš to kroglasto strelo, ki se vrti, ki šiba mimo tebe navzdol. Se pravi, kot te neka poletna nevihta dobi, nekaj prognoz takrat ni bilo toliko natančnih kot zdaj, da bi točno vedel, kdaj se bo zgodila, do ure natančno. Pač si šel, zjutraj je bilo lepo vreme in potem se je velikokrat tudi to zgodilo, da te to zajame. In potem z vsem tem železjem, ko si, kaj bo zdaj naredil, lije na polno, do vrha imaš mogoče par 100 metrov še, navzdol ne moreš, to se pravi, v tem nalivu plezaš in je to. No? In potem te strele so recimo bila ena zgodba, ki se jo spomnim. Dejansko, no, ko mimo tebe se kroglasta strela privali navzdol, šibne. Ja, to drugače pa ni bilo nekih, tako da bi rekel, nekih hudo tveganih stvari. Saj zaznal jih nisem. Ampak to je v alpinizmu je relativno. Tudi to, zakaj potem ta prehod v športno plezarijo. Mogoče v alpinizmu z dvigom stopnje tveganja lahko marsikaj preplezaš. In ta stopnja tveganja je tista, ki dela razliko. Zdaj, koliko si pripravljen tvegati. V plezariji športnem je pa pač lestvica tam je in tu nekaj druga manevrskega prostora ni toliko, kot je. Zdaj, koliko pa si pripravljen tvegati, je pa tudi tema, o kateri lahko zdaj, ko smo starejši, razmišljamo, takrat itak ne. Zdaj, a se zavedaš tega, a sploh pomisliš na to, ko si mlad? Ali pa se počutiš zanesljivo, pa rečeš, sem toliko pripravljen, ne more se nič zgoditi, no. Ampak dejstva so, če gledamo slovenski alpinizem, so drugačna. Seveda, imamo subjektivne, objektivne nevarnosti, pri športnem plezanju jih ni. Tako, praktično pač, ne moreš. Če je napaka, je subjektivna, medtem ko pri alpinizmu na ene objektivne ne moreš vplivati. Glih takrat plas pride, kamen se sproži, gams glih v tistem trenutku sproži en kamen in preleti tebi ali pa na štrik, karkoli že. Ja, tako je. Se spomnim ravno v stebru šit, ko so ga že omenila prej, pred samim vzponom, na začetku je tam ena polica, tam se navezuješ, in preleti neka skala dol, jo razgon na polno poč, praktično 2 metra od tebe. To, da te ni, ne vem, je to smola, je sreča, ampak recimo primer. Ja, tako je. Še zadnje vprašanje, ki je vezano, zanima me, kaj bo en športni plezalec rekel na to, ampak mogoče pa še bo kaj iz tvojega alpinističnega obdobja. Ko vprašam starejšo generacijo alpinistov, ki so bili dejavni v 60-ih pa 70-ih letih, ali obstaja kakšna smer, stena, gora, ki v tem plezalnem življenju posameznika ni prišla na vrsto zaradi raznih razlogov, ampak pač in je želja še vedno prisotna, da pa ne, to mi je pa žal ali pa to pa sem se vedno želel, podgornik reče, en steber tam v Konkagvi sem imel nagledano. Večina generacije 60-ih let reče, enega od 3 problemov Alp, to je pač to obdobje, joj, sem bil že v Okerju, pa Eiger sem si želel in tako naprej, je kakšna? Preveč bi rekel. Zdaj v mojem primeru to bi bile predvsem te ledne smeri, zdaj, če malo v šali rečem, mi kar malo žal, da sem svoje življenje zapravil v tem mikrosvetu nekih oprinkov v športnih smereh, ko se pač pogovarja, debatira, vse dogaja na nekih milimetrih, ko je to tvoj kozmos. Na drugi strani imaš pa, ne vem, visoke gore, odprta snežena pobočja, modro nebo. Tako da tukaj sigurno, v tej smeri pa res pogrešam tega, da bi bilo več.
tako da zdaj mogoče malo sem kompenziral v tem zadnjem času tudi z nekimi odpravicami, če tako rečem, na Altaj, pač največji vrh Sibirije ali pa Kavkaz, Užba in podobne stvari. No, to je tisto, kar mi pa res manjka zdaj, ampak tako je. Ja, verjamem, da si vseeno lahko pomirjen sam s sabo in celostno, ne, kako je to. Kako pa v bistvu kot eden protagonistov športnega plezanja pri nas gledaš v bistvu na razvoj današnjega športnega plezanja? Verjetno smo v tistem klimaksu trenutno zaradi janje šole, ni dovolj prostora, ni dovolj šol, ki bi lahko sprejela otroke v teh časih pri vas, ne, ste bili to bolj posamezniki, ki niti niste vedeli, kako bi trenirali, niste niti imeli kje trenirati, ne. Način plezanja, treniranja mene fascinira kot nekdo, ki je se še pred dobrimi 10 leti ukvarjal s treniranjem, kako je šel ta trening tudi balvanov čisto v novo smer, torej samotvorine, ni več teh klasičnih oprimkov, ne, kjer delaš gibe, ampak v bistvu se mečeš ali pa torej je zgodba nekega, kar vseeno ne moreš prenesti kot paralelo v naravno steno. Ne. Zelo težko, ja. In veliko teh ima potem težave, prav, ker pač tam ne vidi oprimka ali pa se ne spozna, ne, ker plezanje v skali pa vseeno čisto neka specifika, ne moreš začutiti oprimek. Ta tekmovanja, saj balvani so šli čisto v drugo smer, kar je super, na splošno pa plezarija je danes razvit popularen šport, enakovreden drugim, po eni strani tudi rekreativno, zelo priljubljen, tako da vse super, kar se tega tiče. Zato ni čudno, da je tudi toliko zanimanja in gledalcev in samih mladih ali pa tudi starih, ki to plezajo. Zdaj, takrat v naših časih pa ne vem, a so te gledali bolj kot junaka ali bolj kot bedaka, ko si se ukvarjal s tako stvarjo na nek način, bil precej eksotičen. Ja. Ampak brez vas ne bi bilo tega. Ne? To so te stvari, ki se gradijo, ali pa korenine, ki gradijo današnje. In prav je, da se vsaj meni se zdi kot zgodovinarju, da je prav, da se pogovarjamo na nek način teh stvareh, ki so pripeljali do danes. Ne? Na nek način, kot bi rekli, nekdo je vrgel kamen v jezero in ti valovi danes prihajajo. Ne? To so valovi, val, na katerem jezdimo danes, ne, je nastal precej. Ne? In vesel sem, ker sem lahko danes gostil enega od teh, ki je na nek način vrgel ta kamen, ali kako bi se temu rekel. Kamenček. Ja, torej, hvala lepa za enako. To, da smo lahko kramljala, drage gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci. Prišli smo še do ene od zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Na nek način smo že krepko stopili tudi v zgodovino športnega plezanja, ampak dobro je tako, da slišimo čim več tega. Hvala torej, Srečo, za to, da je z nami, da si z nami delil tvojo zgodbe plezalnega življenja. Drage gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci, vam pa še enkrat hvala za pozornost. Se slišimo, vidimo kmalu, do takrat pa pomembno in poudarjamo vedno srečno.